Začeli bomo z masažnim valjem oziroma foam rollerom. Obstaja več različnih foam rollerov, nekateri so dejansko pač mehkejši, drugi so trši, nekateri celo uporabljajo navadno plastično cev večjega obsega, ki je za začetnika oziroma tistega, ko začne s tem, mogoče nekoliko preintenzivna, ker je dejansko res najtrdejši material, ki ga pač dejansko lahko najdete iz teh masažnih valjev. Zato, prva stvar. To je zgolj osebno, kako grem, to je, da grem od noge oziroma stopala pač do glave. Dajte se zapomniti, oziroma imejte v mislih, da vse ponovitve, ki jih delamo, oziroma vsako mišico, ki jo obdelujemo, naj bo nekje do 20 ponovitev, vsaj 20 ponovitev skozi celotno mišico. Imejte tudi v mislih, da največ zategnjenosti oziroma teh vozlov se nahaja ob kosteh, kjer so tešnje dostopna in tam ponovadi, kjer je najbolj intenzivno čutite masažo, tam porabite več časa kot drugod. Dajmo si pogledati. Začnemo tako, da noge prekrižamo, s tem bomo proizvedli več pritiska na samo mišico in dejansko masaža bo bolj intenzivna. Boki dvignemo in gremo. Mogoče malenkost najprej samo spodnji del, kar je tukaj so same kite, vezi in ostale stvari dokaj močne in je mogoče potrebno porabiti nekaj več časa, da dobimo določen efekt. Zato se pomaknemo malenkost višje, nogo obračamo, do 20 ponovitev, gremo malenkost za koleno. Dejansko ni napačnega načina, zgolj kjer vi čutite intenzivno masažo, tam porabite več časa. Nato se najraje pomaknem na zadnji del stegna, enostavno tako. Probajte skozi celotno mišico peljati masažni val, lahko tudi malenkost obračamo stopalo oziroma celotno nogo navznoter, navzven. Od tukaj gremo na zunanjo stegensko mišico, ponovno čez celotno mišico, vse do bokov, kolena. Od tukaj na flexor kolka. V tem primeru pride masažni val, ki je nared iz pene, zelo prav, kajti tukaj imamo dejansko kost. In če bi se masirali zgolj z plastičnim valjem, bi bilo zelo boleče, kajti sama plastika bi pritiskala na kost in kar seveda ni prijetno. Od tukaj grem na sprednjo stegensko mišico, pravno čez celotno mišico. Nato se lahko pomaknemo na notranjo stegensko mišico. Privikalke. Pravimo zajeti čim več, kar lahko z masažnim valjem. Od tukaj je še seveda možno nekaj časa posvetiti gluteusu oziroma mišicam na zunanji strani bokov, ampak to raje počnem z masažno žogico, ki boste videli kasneje, kajti je manjša točka in proizvede več pritiska, kajti te mišice so zelo močne in potrebujejo malenkost več samega pritiska, da je sama masaža učinkovita. Drugače z masažnim valjem izgleda nekako takole. Eno nogo prikrižamo preko druge in v tem primeru to nogo, ki je na drugi, to mišico dejansko obdelujemo. Od tukaj grem na hrbet, na zgornji del hrbta, da probam iz tega položaja priti v ta položaj. Da zravnamo hrbet. Primemo se tako in gremo vse do vrata in mogoče čim nižje. Ne pozabiti na sproščeno dihanje. Od tukaj
se pomaknem na zunanjo stran, oziroma na latissimus dorsi, mišica okoli ramenskega obroča, mogoče malenkost triceps, tudi prsno mišico. Najprej začnemo z samim latissimusom. Zna biti zelo intenzivna, zato probajte posvetiti kar nekaj časa, vendar so to mišice, ki ponavadi potrebujejo kar nekaj dela. Tukaj še mogoče malenkost pod pazduho. Malenko še prsna mišica. Sprednji del ramena, malenkost biceps. Ta mesta so lažje dostopna z masažno žogico, ki jo bomo kasneje pokazali. In tu je v večji meri to za samim masažnim valjem. Obstajajo še druga orodja, s katerimi bomo lažje obdelali mišice, ki so tega potrebne. Če vam je bil video všeč in bi želeli na mail prejemati podobne brezplačne vsebine, pojdite na levelup.si in se naročite na Level Up e-novice.